Anita, prosim, da prideš takoj v listo. Jaz ne vem, kaj naj izberem in jaz sem na robu. Jaz rabim tvojo pomoč, res. Pa hiter prid, ker jo res rabim. Jaz res ne vem, kaj bom naredila. Jaz pomagam. Ne, saj sem že našla svoje velikosti. Če pa skozi kupujem isto, itak da vem, koliko imam pomirne. Greva po noga. Ampak tale pa vrhunski. Ne vas ne bo nikoli sram vprašati za pomoč v naših trgovinah, ker le tako boste lahko našli idealen nedrček za vas. Res hvala za pomoč. Zdaj sem končno ugotovila, da pri večjih številkah rabim ta pravo oporo pri modrčku in da mora biti ta trak res širok. Anita, končno si prišla. Zdaj imaš to pravo številko? Imam. Ok, vse kar rabiš je en bež modrc, črn pa en športen modrc, to je vse, kar ženska potrebuje. Greva iskat. Ok. Wow! Hej, meni se pa ful ne da modrcev danes probavati. Ne, ampak boš mogla, veš, zaradi tega, ker sploh če ne kupuješ skozi v listi, to se tako znajo številke razlikovati in pa sploh če imaš pa še menstro, midva bova šla kar probavati. Imaš prav, ja. Ja, kar pa iva. Za nami je nora in naporna dogodivščina lova na popolni modrček, ki pa je bila še kako uspešna. V trgovini smo se za konec sestale z listino modno oblikovalko Majo Nebič. Zanimalo nas je namreč, da je ugotovila, da je to poklic, ki ga želi opravljati. Da bom modna oblikovalka, sem nekako vedela že v osnovni šoli. Da bom pa oblikovala perilo, sem se pa nekako spomnila na faksu. Sem si zaželela delati diplomsko nalogo, kolekcijo spodnjega perila. To mi je omogočila tudi listica, tako da tako se je začelo. Sedaj že 3 leta delam in je še zmeraj super. Zaupala pa nam je tudi, po katerih kosih perila sama najraje poseže. Sama nosim basic kose, ki so pod oblačili nevidni. Poleti pa rada posežem tudi po lahkotnih modrčkih, brez opore, brez košaric, da se počutim udobno, svobodno v toplih dnevih. Ker je bila naša želja, da malo pobliže spoznamo listco in njihov proces izdelave perila, nam je Maja z veseljem odgovarjala na vsa naša vprašanja. Izvedeli smo, kje izdelujejo perilo. Perilo izdelujemo v bistvu prve modele in originale v Sevnici, potem pa jih pošljemo v našo lastno proizvodnjo v Srbijo. Proizvajamo pa tudi na Kitajskem in pa v Turčiji. Na podlagi česa izbirajo barve perila v novih kolekcijah? Ja, cel čas spremljamo barve na sejmih in pa na VGS na spletni strani, kjer so objavljene pač novosti. Tam so tudi Pantone barve, tako da tam se pač oziramo na te barve in ko zbiramo, se držimo teh tendenc. Čez koliko ljudi gre dizajn za en kos perila? Čez veliko ljudi. Začne se na kreaciji. Skupaj z vodjami določimo modele in materiale. Nato gre model na konstrukcijo, kjer naredijo kroj, v šivalnico in pa posvetujemo se tudi s tržniki, ki pa vejo, kaj se prodaja na trgih. In kako sploh vedo, kateri kosi bodo ženskam všeč? Vemo v bistvu glede na prodajo, analiziramo prodajo in s tem vidimo, kaj se najbolj prodaja. Poleg tega pa seveda gledamo trende in to je to. Ker vse 4 hudžabovke prisegamo na obdobje, nas je zanimalo tudi nekaj o samih materialih in predvsem to, katere Maja priporoča. Materialov je veliko. Imamo bombažno perilo iz mikropetenine, čipkasto perilo. Seveda mislim, da ne moramo zgrešiti nobenim, saj če se dobro počutimo v njemu, je vse ok. Je pa znano dejstvo, da so naravni materiali boljši za kožo, bolj diha. Poleg tega pa smo izvedeli tudi, kakšen je proces od navdiha do izdelave posameznega kosa perila. Navdih nam dajejo v bistvu sami materiali. Vsaka kreatorka, ko vidi material, ki je všeč, v bistvu že ve, kaj bi z njim naredila. Tako da, ko izberemo material, mu določimo še dodatne materiale, torej dodatno čipkico, naramnico, pentlo. Ko je to zbrano, se seveda naroči. V tem času že rišemo skice na računalniku. In narišemo jih več, potem pa naredimo ožji izbor, ki gre potem na konstrukcijo. Ker sem končno našla popolne modrčke zase, sem jo vprašala še, kako naj skrbim za njih in bodo služili čim dlje časa. Modrčke je treba prati na nizki temperaturi in v posebni vrečki, zato ker so bolj občutljivi kot ostala oblačila. Zlagati pa jih je treba enega v drugega, zato ker če jih preveč mečkamo, se uničijo košarice. Za konec pa nam je Maja svetovala še, na kaj moramo biti pozorne pri iskanju popolnega modrčka.
Popoln modrček je za vsako žensko drugačen, ravno zaradi tega, ker smo si zelo različne, vsaka ima svoj življenjski stil, svoj slog oblačenja, tako da v bistvu mora sama pri sebi ugotoviti, kaj je tisto, kar ji ustreza. Poleg tega pa definitivno treba ugotoviti svojo ta pravo velikost, ker brez prave velikosti ni nič. Hvala Maja in ekipa Lisce za vaš čas in pomoč. Imeli smo se super in komaj čakamo na nakupovanje novega perila. Sedaj končno vemo, katero velikost izbrati.